Najlepša hvala, Damjan. Hvala lepa obema fantoma v studiu. Vas, gledalce, že zdaj pozivamo, da ostanete z nami tudi o prekinitvah, kajti Damjan in Damir Pekić bosta gotovo še zanimivo analizirala ta poseben dan, ki je spet na slovenskih nogometnih zelenicah. Že zadnjič je bil za nogometno Slovenijo poseben, ko je Mura po 5 letih spet prekrižala meče s katerim od prvoligašev. Še ena podaja proti Zahoviču, ki se je odlično znašel. No, tam pa zdaj priložnost za strel Dareta Vršiča. Pa malce nerodna Vrhovčeva podaja do Vilerja, malce za hrbet. Pa Pihler, ki poskuša strelo. Olala. Letel predvsej bolj mimo vrat. Lorbek podaja proti Pobičancu. Pobičanec šel je do zaključnega udarca, vendar kako bo Vršič tokrat podajal. Visoka podaja, vendar Šafarič iz gola. Viler, poskus predložka, Bošković ni najbolje reagiral, Zahovič poskuša, vratnica, ni še konec akcije in v drugo potem še Kolmanič. Manjši komunikacijski šum tam z Luko Zahovičem. Spet so dokaj poceni žogo zapravili Mariborčani. Kako je zdaj pobegnil tam Garnišnik. Priložnost za Muro, priložnost je še vedno za Muro, Šušnjara prek vrat. Vedno bolj se vijoličastim mudi. Dobra dvojna kombinacija. Tavares je lepo zdaj našel Zahoviča. Vključuje se tudi Bajde. Strelna vrata, obramba Šafariča. Manjši nesporazum z Maruškom, ki je vendarle dovolj hiter, da je prišel do žoge. Pa strelo daleč in prva reakcija Kenana Pilića. Viler podaja proti Mešanoviću. Mešanoviću je uspelo žogo zadržati. Tudi podati proti Bajdetu. Bajde išče možnosti. Tavares bo žogo zaustavil. Tavares strelja! In to je bilo seveda Aleksu Pihlerju izrazito težko poskušati. Tako, kar se tiče prvega polčasa, smo proti strnjeni obrambi nasprotnika težko najdli prostor. Predvsem zaradi tega, ker se nismo upali sprejemati žoge in pa voditi žoge naprej, narediti nekje situacijo, da bi lahko prišli skozi. Sterilni smo bili, s pasom je zelo težko. V drugem polčasu potem priložnosti, bistveno bolj odprta tekma. Mislim, da smo bili bližje, vendar smo pričakovali izredno težko tekmo, kajti nasprotnik je organiziran, to zelo organiziran in s tem, ko nam je zapiral prostor, je bilo predvsem jasno, ker ni bilo pravega, mogoče pasa zadnjega, bistveno težje. Mi smo vedeli, kam prihajamo. Točno smo vedeli kvaliteto Maribora, vedeli smo, da bomo trpeli, to se tudi zgodilo. Dejstvo je, da je Maribor bil več pri žogi, izrazite priložnosti se ni ustvaril razen tistega udarca po naši slabo izbiti žogi, ampak na koncu, če bi razmišljal o tem, da smo si mi zaslužili 3 točke, malo bi potrebovali sreče, kar je pa danes potem nismo imeli, da bi zabili iz teh izrazitih priložnosti. Tako da mislim, da je poplačana točka oziroma da je točka poplačana za naš trud.